Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni gostje, v teh dneh prejemamo mnoga voščila, lepe želje, misli. Kaj vam želimo sporočiti z današnjim srečanjem? Naj bo naše sporočilo, naša želja, tokrat nasvet. Ne pozabite nase, imejte se radi, hitite počasi, ljubite življenje, praznujte, danes skupaj z nami. Za glasbeni uvod današnje druženje je poskrbila Nija Ganziti, učenka petja iz Glasbene šole Slovenske Konjice pod mentorskim vodstvom profesorice Andreje Ogrulj. Zapela je čudovito skladbo Santa Lucia. V nadaljevanju pa med nas prihajajo predstavniki konjiških skavtov, ki prinašajo luč miru iz Betlehema. Prisluhnimo njihovi poslanici in voščilu. Luč miru, prosim, da sprejme Miran Gorinček, župan občine Slovenske Konjice, ki ga v prejemu tudi prosim za besedo. Luč miru iz Betlehema se je začela pred 30 leti, 1986. leta. Zahvalo sodelujočim v oddaji namenjeni invalidnim otrokom. Namesto drobnih daril so delili plamen iz votline Jezusovega rojstva v Betlehemu. Ker je bila oddaja namenjena otrokom, so se odločili, da bo tudi plamen v luči miru iz Betlehema prižgal v votlini Jezusovega rojstva otrok, ki se je v tistem letu še posebej izkazal. Skavti prinašajo luč miru v Slovenijo od leta 1991. Plamen sveče simbolizira več stvari. Tudi droben plamen razsvetli temo. Vsako naše dobro delo pomeni boljši svet. Sveča med gorenjem použiva samo sebe, se žrtvuje in nas opominja, da smo tudi mi dolžni dati del sebe na razpolago drugim. Sedaj pa prisluhnimo poslanici luči. Geslo letošnje lučke miru iz Betlehema se glasi: brez tebe me zebe. Tvoj dar me iz dneva v dan bodri, me greje, v meni vedno bolj živi. Z Božjo pomočjo gradiva mir, ki bo presegel vsak prepir. Okoli nas ljudje trpijo o porazu, živijo vsak svojem mrazu. Res ni potrebe, da jih zebe. Daj jim en košček sebe. V imenu vseh skavtov iz Slovenskih Konjic vam želim blagoslovljene praznike, ki prihajajo, in obilo sreče pa uspeha v novem letu. Spoštovane gospe in gospodje, tale prihod skavtov in lučke miru iz Betlehema nas opominja, da je leto skoraj pri kraju, da je božični čas tu in tako kot smo mi danes zaključili z delom občinskega sveta v tem letu, tako verjetno vsak pri sebi tudi malo pogleda, kakšno je to leto bilo in da si na osnovi tega tudi postavi tiste glavne cilje za aktivnosti v letu, ki je pred nami. In tudi mi se malo ozrimo, kako je čas hitro minil. Mogoče takole malo pogledam, dobim kakšno idejo. En svež veter v občinski upravi, prihod direktorice gospe Brede Obrez-Preskar v februarju in pa oživitev dejavnosti kluba podjetnikov Dravinjske doline. Zelo pomembna stvar, kajti ugotavljamo, da se nasploh ljudje premalo povezujemo in tudi na področju delovanja podjetnikov, podjetništva je tako. In vsekakor pravi čas, kajti sprejem občinskega prostorskega načrta omogoča ravno to, nadaljnji razvoj, daje prostor, kjer bodo podjetniki lahko uresničevali svoje ideje
in s tem poskrbeli za dodano vrednost, ki jo bomo prodali, oziroma znanje, ki ga bomo prodali in dobili dodano vrednost za nadaljnji razvoj naših krajev in delovanja celotne družbe. Vsekakor en pomemben dogodek je bil, ko smo končno poslovno cono Slovenske Konjice pognali in vidite, kako veselo gradnja napreduje. Jaz sem resnično prepričan, da bo v 2 letih tukaj več ali manj popolnjeno, kar je predvideno za pozidavo. No pa da ne bomo samo pri delu, na letošnje leto smo lahko zagotovo ponosni na 870-letnico prve pisne omembe kraja Konjice in prav primeren trenutek, da smo sami sebi dali darilo, monografijo o 870-letnici, ki priča o delu, o prizadevanjih naših prednikov, da smo danes na stopnji, kjer smo. In kar nekaj takšnih drobnih dogodkov je bilo, ne pozabimo tudi na 10. priznanje najlepše slovensko mesto v svoji kategoriji. Tudi to je pomembno, da se zavedamo, kje smo, kaj nam je dano in da to znamo tudi izkoristiti. To so dogodki ali pa priložnosti, da lahko črpamo potrebno samozavest, ki jo potrebujemo, če hočemo uresničiti svoje cilje. In naravno danes smo začrtali okvir delovanja občine, občinske uprave, kaj bomo izvajali. Nadaljevali že začeto gradnjo vrtca na Prevratu in po moji informaciji se bodo že v naslednjem tednu otroci v vrtcu Loče pričeli seliti na novo lokacijo začasno, kajti z začetkom januarja se prične tudi rušenje obstoječega objekta. Ravno včeraj sem videl, da je star točno 40 let, kar je za stavbo relativno malo, ampak naši standardi, naš nivo življenja se dviguje in zahteva seveda drugačne pogoje za bivanje teh naših zlatih sončkov, kot radi rečemo. Marsikaj je še pred nami, marsičesa se bomo lotili in trdno sem prepričan, da resnično v dobrem duhu sodelovanja, da zmoremo marsikaj. In jaz vam želim, da vam ta simbolno, ta luč prinese toplino v vaše domove, v vaše srca, naj vam ta svetloba pomeni optimizem za nadaljno pot. V novem letu pa seveda obilo dobre volje, zdravja, zadovoljstva, optimizma in pa vsega lepega. Srečno 2017. Hvala vam, župan, in hvala konjiškim skavtom. Ker pa je december čas praznovanja, lepih želja, čas drobnih pozornosti in tudi seveda lepih melodij, smo za vas danes pripravili voščilo in darilo glasbenikov, pevcev in plesalcev, ki predstavljajo češnjico na tortici Glasbene šole Slovenske Konjice. V nadaljevanju večera bodo z nami Mojca Javornik, Lara Adamič in Tinka Burja, flavtistke pod mentorskim vodstvom profesorice Sandrine Zemljak. Zaigrale bodo Little Red Monkey in Božično. Tinka Burja bo zaigrala še skupaj s sestrico Živo Burja na klavirju pod vodstvom profesorice Vesne Govedič. Zaigrali bosta Ave Marijo. Balerine Kaja Peček, Neli Petek in Zoja Petek bodo zaplesale španski ples. Mentorica Elena Cioata. Zara Hlastec, Ulrik Lebeničnik Trstenjak, Santina Medved in Živa Peček so člani godalnega kvarteta, ki bodo zaigrali Marko Takes a Walk pod mentorskim vodstvom profesorice Maruše Kotnik. Prisluhnili pa bomo tudi še odličnim pevkam pod vodstvom profesorice Andreje Obrul, Moniki Klančnik, ki bo zapela habanero iz opere Carmen, in Juliji Dovečar-Bremšak, Tini Kuder, Ani Vrhovšek, Sofiji Mrzdovnik in Korini Polutnik, ki nam bodo poklonile voščilo in darilo.
Za spremljavo na klavirju bosta poskrbeli Ula Kitek in profesorica Vesna Govedič. Praznujmo torej skupaj z glasbeno šolo Slovenske Konjice. Thank you.
zaokrožilo današnje praznovanje. S tem pa druženja še seveda ni konec. Vabimo vas, da skupaj nazdravimo prihajajočemu letu, seveda pa tudi Božiček letošnje leto ni pozabil na vas. Za prav vsakega tukaj v dvorani je pod božično drevesce nastavil darilo, zato nikar ne pozabite na njegove pozornosti in tudi lučke miru, ki naj vam polepšajo praznične dni. Posebno darilo pa je predal tudi podžupanu Petru Korenu, zato ga vabim, da spregovori v njegovem imenu. Ja, res se je Božiček oglasil pri meni, je jamral, da nima časa, da ima gužvo zdaj v prihodnjih dneh. Pa je rekel, da župan tak ne rabi njegove pomoči, da nas brez problemov vodi in vozi v pravo smer. Mi pa je naročil, da naj se v njegovem imenu in v imenu vseh nas županu zahvalim, župan tebi zahvalim za tvoje delo. Ti čestitamo prazniku samostojnosti in enotnosti v prihodnjih dneh. Zaželim vesel Božič, v novem letu pa veliko zdravja in sreče. Pa tule je rekel, da ti je spisal neka navodila, da se še boš lažje dvignil, poletel nad nas mogoče obiskal, pa še lažje vodil v pravo smer v prihodnjih letih. Pravijo, da v snegu puščamo sledi korakov, v življenju pa sledi dejanj. Zato naj bo preteklost polje, na katerem sedanjosti sadimo in gojimo svojo prihodnost. Naj bo ta polna lepih zgodb in novih doživetij. Vesel Božič in srečno 2017.